Speedway oval v Mureku v Avstriji je bil prizorišče druge dirke državnega prvenstva Slovenije, po kateri smo dobili državna prvaka v članski in mladinski kategoriji. Proga pri Lipe pri Brežicah je gostila 8. dirko Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu. Gal Hauptmann je v Gradežu v Italiji evropsko prvenstvo v enduru v kategoriji Junior 1 končal skupno na odličnem 3. mestu. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS. Murek v Avstriji je gostil drugo dirko državnega prvenstva Slovenije v Speedwayu, ki je odločala o naslovih državnih prvakov v članski in mladinski kategoriji. Tekmovanje so ob slovenskih voznikih dobro popestrili in zaostrili vozniki iz tujine, ki so se udeležili dirke. Prišli so iz Avstrije, Nemčije, Poljske, Danske, Italije in Latvije. Na dobro pripravljeni progi smo videli tudi grd padec Luke Omerzela, ki nato zaradi poškodbe zapestja žal ni mogel nadaljevati voženj. Sicer pa je vse minilo brez večjih zapletov. Steza je bila solidno preštimana, ni bilo nekih večjih problemov, tako da daj se je dirkati, tako da nimam kaj čisto za reči. Po prvi dirki, ki je bila septembra na ovalu v Petišovcih pri Lendavi, je bil v najboljšem položaju med člani Matic Ivačič. 5-kratni zaporedni državni prvak si je zanesljivo privozil še 6. naslov najboljšega speedway voznika v državi. Vsak naslov je po svoje zapisan, vsak naslov ima svoje prednosti in slabosti. Sigurno pa tega 6. bom tako rekel, ima poseben pomen, tako da sem ga še posebej vesel. Ivačič je suvereno odpeljal vse vožnje. Vesel sem, da sem danes celo dirko vodil oziroma same zmage na nizu. Motor sem naštimal od samega začetka do samega konca. Drugo mesto na dirki je zasedel domačin Daniel Gapmajer, 3. pa mladi Sven Cerjak, ki je šele drugič vozil 500-kubični motor na uradnih dirkah. Nimam prav veliko treningov to sezono, ker sem prej vozil na 250. Imam tam 7-8 treningov na 500-kubičnem motorju, eno dirko. Tako da jaz mislim, da lepo napredujem, da grem v pravo smer. Cerjak je osvojil prvo mesto med mladinci na dirki pred Poljakom Marcelom Kovolikom in Latvicem Damirsom Filimonovsom. Jaz bi današnji naslov ocenil za 8 od 10. Ni šlo glih najbolj vse po načrtih, sem imel veliko težav z elektroniko motorja. V državnem prvenstvu je sicer naslov mladinskega državnega prvaka odnesel tokrat odsotni Anže Grmek. Brezskrbni tudi na pedalih. Pravi prijatelj pomaga tudi kolesarjem. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva. Na progi pri Lipe pri Brežicah so se vozniki, ki tekmujejo za točke Elf državnega prvenstva Slovenije v motokrosu, letos merili že 3. Člani AMD Brežice so pripravili 8. preizkušnjo sezone, ki je potekala v lepem jesenskem vremenu. Organizator je zelo lepo pripravil progo. Imeli smo tudi srečo z vremenom, ni bilo preveč vroče. Proga je bila zahtevna, saj so bile špure. Proga je bila zelo dobra, grip in špure. Zelo dobra. Pogoji so bili kar dobri, proga je bila dobro pripravljena. Magnet za gledalce kot tudi voznike, predvsem mlajše, sta bila brez dvoma člana sila uspešne motokros reprezentance Slovenije na Pokalu narodov Jaka Peklaj in Jan Pancar. Vem, da velikih ne more priti na svetovne tekme, ki so res daleč in je drago. In poleg kako takole vidim v Sloveniji. Moram se zahvaliti ob tej priložnosti tudi vrhunskim voznikom, ki so danes prišli tukaj nastopati, to sta Jaka Peklaj in pa seveda Jan Pancar.
ki sta uprizorila fantastične vožnje, tako da so gledalci res imeli kaj videti. Prvi so se na progo podali v razredu MX85. Alex Novak na domači progi ni dovolil presenečenja, čeprav je obe vožnji najbolje štartal tim Repnik. Moja skrivnost je dobra tehnika, ko me je naučil Luka Milec. Kljub temu se je na koncu najbolje odrezal Novak, ki je stal na najvišji stopnički na zmagovalnem odru. Slabe volje pa nista bila niti drugi Repnik in tretji Goleš. Veterani so vnovič vozili skupaj. V mlajši veteranski kategoriji je bil tokrat najboljši Borut Koščak, ki je bil prvo vožnjo sicer drugi za Matejem Žvanom. Vendar v drugi je Žvan storil napako, kar je Koščaku odprlo pot do končne zmage. Drugo mesto na dirki je osvojil Janez Ceglar, tretje pa Boštjan Maver. Dejansko smo uživali, imeli smo sončen dan, tako da popoln dirkaški vikend, tudi rezultati so bili super, tako da sem zelo zadovoljen z današnjo dirko in predstavitvijo. V starejši veteranski konkurenci je Leon Ferš z 2 zmagama v 2 vožnjah prišel do maksimalnega izkupička. Na mestih 2 in 3 sta se v obeh vožnjah in na odru za prve 3 zvrstila Tomaš Janković in avstrijski voznik Georg Kainz. Razred MX65 je postregel z zelo zanimivimi in napetimi vožnjami, v katerih so bili v ospredju Matic Žibek, David Dorčič in Matic Maček. Potem pa sem v zadnjih 2 krogih padel dol po bregi, ampak sem vseeno prišel drugi do cilja. Prva dirka soliden štart, v drugem krogu sem prišel na prvo mesto in končal dirko na prvem mestu. Drugo mesto v drugi vožnji je Žibku tokrat zadostovalo za skupno zmago na dirki. Drugo mesto skupno si je privozil hrvaški voznik Dorčič, tretje pa Maček. Posnetek razkriva, da so bili veseli in zadovoljni vsi vozniki na progi v tem razredu. Najmlajši, ki vozijo s 50-kubičnimi motorji v okviru pokalnega prvenstva, so se merili na malce skrajšani in prilagojeni progi. Najbolj se je znova izkazal Andreas Ploh, prvi v obeh vožnjah. Startal sem prvi, vodil sem celo dirko in sem si naredil veliko časa. Je mladi voznik opisal, kako preprosto je prišel do zmage na dirki. Drugo mesto je zasedel Rožle Glavan, tretje pa član domačega društva Max Jereb. Tudi v tem razredu so bili vsi vozniki na progi zelo zadovoljni. Razredi MX125, MX2 in MX Open so vozili skupaj. Med vozniki s 125-kubičnimi motorji se je najbolj izkazal Lukas Osek, ki je 2-krat prvi pridrvel čez ciljno črto. Z dnevom sem kar zadovoljen, v svoji kategoriji sem obe tekme zmagal, med vsemi pa sem bil tudi kar dober, v prvo tekmo 5. in drugo 6. Drugo mesto v 125-kubičnem razredu si je privozil Leo Šukljan, tretje pa Val Slavec. V razredu MX2 je Jaka Peklaj potrdil, da ni naključno reprezentant Slovenije v motokrosu. Čeprav je imel v drugi vožnji nekaj težav, je vseeno slavil 2 zmagi in si prislužil najvišje mesto na zmagovalnem odru. Na mestih 2 in 3 sta se ob Peklaju zvrstila hrvaški voznik Šimun Ivandić in Miha Vrh. V odprtem razredu je bilo razumljivo največ oči uprtih odličnega Jana Pancarja, ki je vnovič demonstriral vrhunsko obvladovanje motokros motorja ter si privozil 2 gladki zmagi. Je bila super tekma tudi zame, dober trening in ja, sem zadovoljen. 2-krat drugi in na koncu drugi je bil Denis Jakša. Tretje mesto na zmagovalnem odru pa je pripadlo Mihi Bubniču. V pokalnem prvenstvu MX5-2 se je zmage veselil Jan Jakob pred Erikom Kumarjem in Teom Krancem. V odprtem razredu pokalnega prvenstva pa se je na vrh zavihtel domači adut Sašo Molan. Drugo mesto je zasedel Tomaš Letnar, na tretjem pa je pristal Žak Skušek. Dobrodošli v AMZS. Varnost se začne pri nas. AMZS.
Obmorsko mestece Gradež v Italiji je gostilo zadnjo dirko Evropskega prvenstva v enduru. V kategoriji Junior 1 je z licenco AMZS slovenske barve izvrstno branil Gal Hauptmann. Prvi dan tekmovanja je na zahtevnih trasah in specialnih testih osvojil skupno 3. mesto. Ni bilo nekaj velikih posebnosti, z vožnjo sem bil zelo zadovoljen. Spet je zmanjkala tista pika na i. Tudi drugi dan se je Hauptmann izkazal s premišljeno vožnjo po terenih, ki jih ni najbolj vajen. Vozil je preudarno, a še vedno hitro in zanesljivo, ter si je še v drugo privozil 3. mesto. Vesel sem, da mi je uspelo odpeljati oba 2 dneva brez padca, kar že veliko šteje na taki dirki. Zelo sem vesel in ja, treniramo in upamo, da se drugo leto vrnemo močnejši. V skupnem seštevku razreda Junior 1 za Evropsko prvenstvo je Hauptmann na koncu osvojil odlično 3. mesto, kar je lep individualni dosežek ter tudi zelo spoštljiv uspeh za slovenski enduro. V nadaljevanju. S preizkušnjo v Idriji se je končalo letošnje državno prvenstvo Slovenije v trialu. Elf državno prvenstvo Slovenije v motokrosu je imelo zadnje dejanje sezone na progi Cukrca v dolini pod Kalom. Mladi vozniki speedwaya od 12 do 16 let na 250 kubičnih motorjih so zadnjič letos vozili za točke državnega prvenstva, naslov najboljšega Svenu Cerjaku. Enej Krševan je v Barceloni vozil pred zadnjo dirko sezone Evropskega prvenstva razreda Moto2 v cestno-hitrostnem motociklizmu. Dobrodošli v AMZS. Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si. S 6. preizkušnjo sezone se je v Idriji sklenilo letošnje državno prvenstvo Slovenije v trialu. Na progi Karbidovka, ki je izključno v naravnem okolju, so člani AMD Idrija pripravili 5 sekcij, ki so jih morali voznice in vozniki prevoziti v 5 krogih. Pohvalil bi organizatorja, ker je bila proga izredno zanimiva, tehnično primerno, ustrezno težka. Mislim, da lahko govorim za večino tekmovalcev, da smo se mi v bistvu te tekme res zelo veselili, ker je to v bistvu edina tekma, ki pri nas poteka v čisto naravnem okolju in to je povsem drugače kot kar umetni poligoni, ki jih imamo drugje. Sekcije so bile zelo zahtevne, po mojem je bila ta tekma ena najbolj zahtevnejših od zdaj. V razredu T1 je vnovič imenitno vozil Lovro Setnikar. Mladi voznik, ki je letos stal tudi že na stopničkah na tekmah Evropskega pokala, je vnovič demonstriral vrhunsko obvladovanje trial motocikla na zahtevnih sekcijah. Mogoče je bila ta zadnja tle v Idriji toliko težka, kot naprimer na evropskih, ampak ja, so tudi na evropskih kar veliki izzivi. Setnikar si je privozil novo zmago v državnem prvenstvu med mladinci ter tudi naslov državnega prvaka. Drugo mesto je pripadlo Sebastianu Sikovšku, tretje pa je zasedel hrvaški voznik Toni Bilen. Oba sta tokrat izpustila dirko. V razredu T2 je bil najbolj pod pritiskom Marino Velušček. Na prejšnji tekmi v Kočevju ga je ugnal Borut Vipotnik, ki pa tokrat vozniku s Primorske ni bil kos. Sem zadovoljen, čeprav zmeri smo vajeni gledamo malo dlje in više, čeprav nič ne bom rekel o napredku, rad bi napredoval. Vipotnik je zasedel drugo mesto na dirki, na tretje pa se je uvrstil Kyle Mjöln. Ines Pezič-Pregrat je osvojila 4. mesto, a to je bilo dovolj za zanesljivo zmago in naslov državne prvakinje v ženski konkurenci. Ja, jaz v bistvu vse zelo lepo vabim, da nas pridejo kaj pogledati, da pridejo na kakšne treninge, tako da pridite z nami voziti, mi se bomo imeli super. V absolutni konkurenci je državna prvakinja med ženskami tekmovanje končala na 3. mestu. Naslov je obranil Marino Velušček, drugo mesto pa je pripadlo Borutu Vipotniku.
V razredu T3 je Mirko Mežek samo za 2 točki ugnal Marcela Seliča in se veselil zmage na težkem trial terenu v naravnem okolju. Kar težke sekcije so bili, ampak smo se kar preborbali skozi. Da je bilo zelo dobro vreme, nam je služil. V razredu T4 je Tinkara Mes potrdila, da je v finišu sezone v odlični formi. S sekcijami je opravila sila suvereno in je vknjižila kar 10 voženj brez napake. Zadnja dirka mi je bila všeč, samo druga pa tretja sekcija sem delal težave zaradi podlage. Drugo mesto si je v tem razredu privozil mladi Tine Primožič. Tretje pa prav tako mladi up slovenskega triala Tomi Selič. V razvrstitvi za državno prvenstvo v kategoriji otroci je naslov državne prvakinje osvojila Tinkara Mes pred Tinetom Primožičem in Tomijem Seličem. Z dirko na progi Cukarca v dolini pod Kalom, ki so jo pripravili člani AMD Šentvid pri Stični, se je končalo ELF državno prvenstvo Slovenije v motokrosu. V lepem nedeljskem jesenskem dnevu so lahko gledalci v progi uživali v vožnjah na stezi, na kateri je šlo tokrat za zadnje točke državnega prvenstva v sezoni. Razred MX85 se je prvi soočil s pripravljeno progo. Alex Novak je bil najboljši v prvi vožnji, v drugi pa ga je zaustavila tehnična okvara. To je odprlo pot do zmage Timu Repniku. Drugega mesta se je veselil Taj Goleš, Novak pa je končal na tretjem. Naslov državnega prvaka je osvojil Goleš pred Repnikom in Lovrom Prijateljem, ki je bil skupno tretji. Veterani v razredih 40 in 50 so, kot je v navadi, vozili skupaj. Med mlajšimi veterani je Borut Koščak potrdil, da je v tej sezoni najboljši. Z 2 zmagama si je privozil prvo mesto na dirki. Na drugem je pristal Matej Žvan, na tretjem pa Janez Ceglar. V skupnem seštevku za državno prvenstvo je na najvišji stopnički na odru za zmagovalce stal Koščak, drugi je Boštjan Maver in tretji Ceglar. Pri starejših veteranih je Leon Ferš dobil prvo vožnjo, v drugi pa ga je prihitel Tomaž Jankovič, ki si je privozil tudi skupno zmago na dirki. Tretje mesto je pripadlo Alojzu Vogrincu. Naslov državnega prvaka je osvojil Ferš, drugi je Jankovič, tretje mesto pa je zasedel avstrijski voznik Georg Kainz. Sezona je bila odlična, brez poškodb in tako smo pač zaključili na prvem mestu. V razredu MX65 se je najbolj izkazal David Dorčič. Mladi hrvaški voznik je dobil obe vožnji in se je veselil zanesljive zmage na dirki. Trka je bila odlična in na sljedeću sezonu vozim na 85. Drugo mesto si je tokrat privozil Matic Maček, tretji na dirki pa je bil Matic Žibek. Naslov državnega prvaka je šel v roke Dorčiča. Sezono si bo po končnem drugem mestu v skupnem seštevku zapomnil Žibek, po tretjem pa Maček. Mladi upi slovenskega motokrosa na 50-kubičnih motorjih so vozili v okviru pokalnega prvenstva. Vsi na progi so se izkazali. Najprej so lepo zalili, potem drugo dirko so grdo zalili, bilo masno, komaj smo vozili. A to mladih motokrosistov ni ustavilo. Najhitrejši in skupni zmagovalec dneva je bil tokrat neustrašni Noel Hirschenhauser. Drugo mesto na dirki je zasedel Andreas Ploh, tretje pa Rožle Glavan. Pokalni prvak Slovenije v 50-kubičnem razredu za leto 2025 je postal Ploh. Drugo mesto je osvojil Glavan, tretje pa Max Jereb. Za naslednjo sezono pa grem v 65, pa bo kaj bo. Vozniki v pokalnih prvenstvih MXP2 in MXP Open so tekmovali skupaj. V šibkejšem razredu je bil v obeh vožnjah vrstni red na prvih 3 mestih enak. Dirko je dobil Jan Jakob pred Erikom Kumarjem in Teom Krajncem. Bil sem 2-krat drugi, skupno prvi, tako da je super. Je bil zadovoljen pokalni zmagovalec razreda MXP2.
drugo mesto je osvojil Jakob, tretje pa Žan Carli. V močnejšem pokalnem razredu je zmago na dirki slavil Nik Hočevar, drugo mesto je zasedel Tomaž Letnar, tretje pa Sašo Molan. Naslov pokalnega prvaka v odprtem razredu je šel v roke Letnarja. Na mestih 2 in 3 pa sta se zvrstila Molan in Žak Skušek. Sem zadovoljen, sezona je bila pa tudi dobra. Gledal sem na to, da je bilo brez poškodb, da smo odpeljali do konca, tako da to je to v bistvu za letos. Razredi MX125, MX2 in MX Open so tekmovali skupaj. Med vozniki na 125 kubičnih motorjih je bil znova najboljši Val Slavec. Prva vožnja zmagal, drugo vožnjo zmagal, skupno prvo mesto in na koncu državni prvak, tako da super dan. Dvakrat drugi je v cilj pripeljal Teo Šukljan, dvakrat tretji pa je bil Timotej Žafran. Slavec prvi, Šukljan drugi in Žafran tretji je bil tudi končni vrstni red na dirki. Naslov državnega prvaka si je zagotovil Slavec, drugo mesto je pripadlo Žafranu, tretje pa je zasedel Lukas Osek. Razred MX2 je bil v znamenju Jake Peklaja. Član domačega društva in slovenski reprezentant v motokrosu je dobil obe vožnji. Dve drugi mesti sta hrvaškemu vozniku Šimunu Ivandiću zagotovili drugo mesto na dirki. Tretji pa je bil Tilen Demšič. Državni prvak razreda MX2 je postal Ivandić, drugi je Alen Gajser, tretji pa Demšič. Svaka čast organizatoru, stvarno se potrudio. Utrke su bile dobre, uživao sam u oba dve vožnje, sve u svemu je bilo super. V odprtem razredu je vse prisotne z mojstrskima vožnjama navdušil Jan Pancar, ki je potrdil, da tudi ob koncu sezone ni izpustil iz rok izvrstne forme, s katero je navduševal v reprezentanci in predtem tudi v svetovnem prvenstvu razreda MXGP. Drugo mesto na dirki si je privozil Lukas Osek, tretje pa Žan Žaler. Dirke so bile fenomenalne, lepe špure, fajn, razrukana proga, tako da odlično. Je povedal Žaler, ki mu je pripadel naslov državnega prvaka v skupnem seštevku, v katerem je drugi Denis Jakša, tretji pa Miha Bubnič. To, kar si za lani zadal za cilj, si letos izpolnil. Bila je pa kar težka sezona, imel si nekaj poškodb, ampak sem zdržal na koncu. Srečni izžrebanec sezone 2025 in novi lastnik motorja Yamaha je postal Tim Repnik. Nasmejan pa je bil tudi Alen Gajser. Izžreban je bil za stojalo iz titana, ki ga je podarilo podjetje Akrapovič. Četrta in hkrati zadnja dirka državnega prvenstva v Speedwayu na 250 kubičnih motorjih za voznike od 12 do 16 let je potekala v Pardubicah. Ob močni mednarodni udeležbi se je najbolj izkazal Sven Cerjak, ki je zasedel drugo mesto na dirki ter v skupnem seštevku osvojil že tretji zaporedni naslov državnega prvaka. Drugo mesto v državnem prvenstvu Slovenije je zasedel Gregor Zorko, tretje pa edina voznica Speedwaya pri nas, Tija Zorko. Enej Krševan je nastopil na četrti dirki Evropskega prvenstva cestno-hitrostnih motociklistov razreda Moto2, ki je bila na stezi Motorland Aragon. Špansko dirkališče je 18-letnemu vozniku, ki tekmuje za italijansko moštvo Team Chiati Boscoscuro, prineslo 2 novi točki za skupni seštevek, ki jo je osvojil za 14. mesto v prvi vožnji. V drugi pa se mu ni išlo po željah in načrtih, saj je v drugem krogu odstopil. 3 dirke pred koncem prvenstva ima Krševan 9 točk in se v skupni razvrstitvi nahaja na 21. mestu. Eno članstvo za vse družinske člane in za različna prevozna sredstva. Preverite prednosti in ugodnosti AMZS članstva.